Lepo pozdravljeni, še iz najine smeri. Lahko vidite, da smo mogoče verjetno najmlajši trenutno tukaj, ker se nama zdi v bistvu zelo prav, tudi zaradi tega, ker bova povedali in se fokusirali predvsem na najino izkušnjo in v bistvu zakaj je ključno, da tudi glas v bistvu mladim samim. Tako da, ja, na začetku mogoče nekaj čisto splošnega o nama, ker smo vsi pri samem festivalu iz zelo različnih področij, tako da. Ja, pozdravljeni, jaz sem Sara, torej študiram slovenistiko in primerjalno književnost, sem tretji letnik dodiplomskega študija, mogoče zdajle trenutno berem nekaj za festival za Fabulo, drugače pa torej sem pri festivalu sodelovala lansko leto prvič, tako da, ja. Jaz sem pa Nika, jaz sem malo starejša, jaz sem zdaj prvi letnik podiplomskega študija, nič v povezavi s književnostjo, jaz študiram kognitivno znanost, tako da mi je festival ena super povezava z literaturo. Rekli smo, da bova rekli, v katerem žanru sva trenutno, tako da naj jo malo spoznate. Jaz trenutno zelo veliko filozofije berem, tako da pa Eleno Ferrante, ki se mi zdi, da je bil že skrajni čas in za katero sem tudi na festivalu izvedela. Tako da ja, zdaj pa dejansko nekaj o festivalu. Ja, torej festival ITN je torej festival angažiranega pisanja, torej kot veste, tale kratica pomeni in tako naprej. Torej pravzaprav je to festival mladih za mlade, torej poudarek je na tem, da smo ustvarjalci, torej tisti, ki pravzaprav sestavljamo ta festival, da smo torej mladi in ciljna publika so torej mladi, torej od dijakov do študentov, zdaj smo večinoma torej v festivalski ekipi, pravzaprav večinoma študenti, imamo pa tudi zdaj dijakinjo, tako da pač, ampak vedno naprošamo, da bi torej imeli še več dijakov, da bi torej se tudi njihov glas slišal. Ja, torej zdaj festival torej traja že 7 let, lani smo imeli torej 7. festival, pa mogoče Nika kaj več o zgodovini. Ja, torej, kako se je to nekako začelo, se je z uredniki, torej z odraslimi ljudmi, to je recimo začetnica, pobudnica ideje, recimo, da je Alenka Veler, ki še zmeraj sodeluje pri festivalu, ona je urednica pri Mladinski knjigi, za mladinsko literaturo predvsem, in je bila v Londonu na eni konferenci, kjer sploh recimo v Londonu, recimo, če poznate Comic-Con in te zadeve, imajo mladi priložnost, da pridejo v stik s svojimi, torej recimo avtorji knjig, ki so jim res všeč. In to so res znani avtorji lahko. Tako da ona, ko je šla tja, je bil sam koncept tega in koncept tega, da lahko mladi potem vprašajo te avtorje, kar jih zanima, je bil zelo všeč in je ugotovila, da v Sloveniji nekako tega še nismo imeli toliko na tej točki. Tako da se je potem povezala tudi z Vodnikovo domačijo, tudi med drugim torej s Tino Popovič od Divje misli in pa z Niko Kovač, ki jo verjetno večina tudi pozna, ki je bila takrat še študentka in je delala, kolikor sem zastopila, je delala pri Mladinski knjigi kot študentsko delo in so zasnovale v bistvu ta koncept nekako tega festivala, ki bi povezoval tudi avtorje in mlade in na splošno naslavljal torej mlado publiko, ne otroke, ne pač res mlajše publike in ne odrasle, ampak nekaj vmes, kar je do takrat nekako tudi malo manjkalo. Tako da so to začele nekako testno, eksperimentno voditi. Potem se je pa izkazalo, da niso dobivale prave publike, ki bi prišla in je tudi, so prišle na idejo, da v bistvu, kaj pa, če bi mladi so ustvarjali oziroma sami imeli pobudo ustvarjanja festivala, ki bi bil potem namenjen mladim, torej, da bi se že prvotno lahko tudi oni odločili, kaj mi želimo nasloviti v tem letu. In takrat se je v bistvu to začelo malo bolj
piliti. Povabili se je sodelujoče, na začetku so bili to dijaki, predvsem Gimnazija Poljana, ki je recimo v Ljubljani malo bolj znana kot bolj v umetniški literarni sferi, vsaj po mojih izkušnjah. Sploh torej, sodelujoče pri reviji Novi dijak, ki so bili že tako zelo v literaturi in v bistvu so potem ustvarjali ta festival, ki je potem vsako leto nekako, so mladi prihajali, so odhajali in se je ekipa potem počasi izoblikovala in vsako leto potem oblikovala ta festival. Lahko rečem, da veliko teh dijakov je potem s časoma so že odrasli v študente oziroma v starost, kot sem jaz zdaj. In velikih je še zmeraj, oziroma vsaj nekaj jih je, ali da redno obiskujejo festival, ali pa pač, da so člani ekipe. Tako da to. Ja, mogoče zdaj pa poviva še, kako sva midve prišli zraven, oziroma kdaj se je to pravzaprav začelo. Torej, jaz nimam neke izjemne zgodbice, Manika bolj zanimivo, ampak torej, jaz sem pravzaprav spremljala eno oddajo Gimnazijum na prvem in sem poslušala in sem zasledila pravzaprav, da je festival, da bi lahko sodelovala mogoče, pogovarjali so se torej o knjigah, kar me je itak zanimalo. Potem sem se pa pravzaprav odločila, ko so pač dali ven razpis za nove člane in pravzaprav napisala mail in potem so bili seveda čisto navdušeni vsi in potem smo se dobili taka res fina skupnost, tako da takoj sprejme, takoj povabi vase. Zelo pač se lahko sprostiš, tudi če mogoče nisi najbolj ekstrovertirana oseba in je mogoče ravno to ta tvoj vstop v ta svet literature, čeprav zaprav tudi ali študiraš ali pa ne, v bistvu ful ni pomembno. Tako da ja, jaz sem potem nekako tako prišla zraven in lani pol organizirala tudi pač svoj dogodek, tako da več o tem malo kasneje, zdaj pa mogoče Nika, kako si zraven prišla. Ja, jaz imam podobno izkušnjo. To se nam je zdelo zelo pomembno tudi povedati zaradi tega, ker se mi zdi sploh mladi včasih ne vemo, kako priti zraven. Sploh mladi mogoče niti res se mi zdi ključnega pomena tudi recimo, tako kot so že prejšnje predavateljice govorile, v bistvu, kdo so starši, kdo so učitelji, kdo so knjižničari, koliko so ti ljudje angažirani tudi, da mlade v bistvu povabijo k nekemu aktivnemu sodelovanju, ki jih potegne noter. Meni recimo je to v gimnaziji zelo manjkalo, ker nisem imela profesorice, ki bi nas povabila, ki bi opazila, da imamo recimo nek žar, literatura, wow. In v bistvu sem se zelo lovila, tako da, ko sem slučajno izvedela za ta festival in pa na način, kako se zdaj trenutno širi tudi prek socialnih omrežij, ki so dostopna, skoraj vsem, tudi vse več ljudi ve v bistvu za festival in ja, pove drugim, to se dogaja, pojdi pogledat, mogoče te bo zanimalo. Jaz recimo sem izvedela izključno za ta festival, izključno zaradi tega, ker sem celo gimnazijo hodila s knjigo v roki po hodniku in mi je v 4. letniku je ena moja sošolka prišla do mene in mi je rekla, Nika, jaz poznam pa eno perfektno poletno službo zate in to je bilo delo v knjižnici pod Krošnjami, ki je pod Vodnikovo domačijo. In tako sem v bistvu prišla do samega koncepta, kaj sploh Vodnikova domačija zdaj je, kaj divja misel dela. In potem sem čisto slučajno sodelovala kot hostesa pri festivalu ITN-ja in me je dogodek čist potegnil. In sem se pogovarjala s Tino Popovič in mi je rekla, ja, komod, oni so ful so odprti z veseljem te vzamejo pač medse, če te zanima, te bom jaz spoznala z Niko Kovač in me je res spoznala in me je Nika Kovač me je gledala takrat, spomnim se do pike natančno, kaj je rekla. Zato, ker me je toliko, v bistvu, ker mi je bilo to toliko pomembno kot nekomu, takrat sem bila prvi letnik faksa, ampak v bistvu, če bi me nekdo tako recimo toplo oziroma mi toliko pokazal, wow, ja, opazil sem te, se mi zdi, da bi bilo, ne vem, se mi zdi, da bi mi veliko lajšalo tudi moja dijaška leta. V glavnem me je pogledala in je rekla, ja, sem jo opazila, pa sem jo gledala, kako je opazovala, kako je poslušala pač ta naš dogodek in pa je šla noter v domačijo.
In potem se je vrnila z našo tiskovino. Takrat so bila ena pisma, ki so si jih dopisovali v času, mislim, da covida. Torej mladi pa ostareli, to je bil en zelo tak lep projekt, o katerem si po moje lahko na Facebooku še preberete za nazaj. Ampak je rekla, in potem se je ta punca vrnila s to tiskovino in jo je začela brati in takrat sem si jaz mislila, ona je pa cool. In to s temi besedami je mene Nika kupila. Zaradi tega sem tudi potem naslednje leto sem ji pisala in sem rekla, a lahko jaz res sodelujem pri temu festivalu, ne vem, če se me sploh spomniš. Pa tako, ja, itak, da se te spomnim, prid zraven, takrat imamo sestanke. Tako da bom rekla, da je res osebna nota, pa tudi večkrat smo se pogovarjali in te uredniki in tudi Nika z vsemi projekti, recimo, ki jih imaš še zraven, vem, da pač imajo en tak specifičen prostor v duši za ta festival in pač ga res delajo z enim čarom in tudi se mi zdi, da se to pa tudi na nas prenaša kot sodelujočimi, no. Ja, torej, zdaj pa mogoče poveva še kaj o ekipi, ker sva že tokrat govorila o njej. Torej, v bistvu nas sestavlja festival od 8 do 10 ljudi, torej trenutno ja, to vključeno z našimi mentorji. Tako da, to pa recimo zanimivo je, različno smo stari, torej od nekih dijaških let, torej 16 do v bistvu 30, no, tisti, ki pač sodelujejo še. In pravzaprav ne glede na to, kaj študiramo, ker smeri so popolnoma različne. Jaz recimo študiram primerjalno pa slovenistiko, pač Nika je sinologijo, potem imamo še različne pedagoge, imamo prevajalce, res iz vseh vetrov pridemo. In pravzaprav se usedemo, torej vsak mesec se recimo srečamo enkrat in se usedemo in se pogovarjamo. In se pogovarjamo o knjigah, o mnenjih. Večinoma festival pravzaprav doda ravno temu, da si lahko v nekem sproščenem okolju se pogovarjamo o pač tematikah, ki pravzaprav vse zanimajo. Pa nismo imeli recimo ali na faksu ali pa v kakšnem drugem prostočasni aktivnosti, no, prostora, da bi se mogoče o tem pogovarjali. In pravzaprav to je taka ključna zadeva, pa z mladimi smo, torej z ljudmi, ki pač so nam podobni in res pač prosto debatiramo o vseh tematikah, pa ni nujno torej samo o literaturi, ker pač pokrivamo dogodke tudi, ki se recimo ne tičejo neposredno literature, recimo pač tudi neke tematske okrogle mize se pač organizira in recimo pač tukaj lahko povem, da meni je najbolj v bistvu ostala v spominu glih lanskoletna v bistvu predstavitev, pravzaprav, ki sem jo sama vodila z Sašo Pavček in z Gojcem. Pravzaprav smo se pogovarjali o disleksiji in o branju, zaradi tega, ker pravzaprav pač sem dislektik, imam diskalkulijo še zraven in pravzaprav po definiciji naj mi ne bi bilo všeč branje, naj bi bila nekdo, ki pravzaprav se z branjem ne bi ukvarjala, ne. Študiram pa primerjalno književnost. In pravzaprav pač sej, mislim, vsem tem dogodku sem torej razlagala to celo zgodbo, kako so mi razlagali, da že v osnovni šoli, da ni šans, da ne bom nikamor prišla s svojim življenjem, ker pač ne bom znala brati, ampak pač smo se upirali temu na vsak način. In pravzaprav se mi zdi tudi to itena dobra točka za vstop dislektikov v pač samo skupnost mogoče, ker pač res poslušajo. Mislim, jaz sem prišla z idejo, da bi to zelo, zelo rada predstavljala, ker se mi zdi, da pač ta tabu kot nekakšen recimo, da dislektiki pa to pa ne gre, pa branje, pa to pa vas ne more zanimati, ja pa nas zanima, samo pač drugače beremo, ne. In se mi zdi, da mi je to najbolj ostalo v spominu, pa predvsem pač ti največ pomeni mogoče to, ko recimo ob 11 dopoldne v petek napolniš celo dvorano in pride toliko veliko ljudi z vseh vetrov tudi poslušati in potem pride do tebe in ti čestitajo in rečejo, ja, jaz sem imel isto zgodbo. In se mi zdi, da pač ravno ta festival ti da možnost, da pravzaprav izraziš in si to, kar si pravzaprav, da predstaviš to, kar te zanima, se pogovarjaš z avtorji, ki te zanimajo, si od dogodkih boš še pol malo kasneje, ampak v glavnem to, ja. Zdaj, meni se je zdela pač glih ta Sarina zgodba kot nekdo, ki recimo jaz sem že bila ene par let pri festivalu in v bistvu ravno to, da pridajo neki novi ljudje in imajo neko stvar, ki jih zanima in v bistvu pri Sarini zgodbi, ne vem, jaz sem začutila, wow, a to se tudi dogaja, ja, to moramo
to moramo nekako nasloviti v tem festivalu. In se mi zdi, pri večini stvari je tako, pač mladi lahko pridejo in povejo lahko tudi samo idejo oziroma kaj jih moti, česa si več želijo. Zelo raznovrstno in v bistvu dobijo prostor in dobijo podporo in tudi mogoče čistko, kako bi se pa tega lotili, dobijo ekipo, ki jim bo pomagala to izpeljati, ki jim bo pomagala v končni fazi priti do odgovorov, ki si jih želijo, oziroma poslati sporočilo v svet, ki si ga želijo. Ja, v bistvu na koncu dobiš neko skupino, neke prijatelje, v bistvu, ki na koncu tako vsi poznamo in zelo dobro razumemo, ki v bistvu ti stojijo ob strani, ne glede na to, da recimo tudi, ne vem, v mojem primeru ni veliko, so vedeli, kaj je disleksija, ampak ne tako zelo podrobno in več, ko sem jim razlagala, več, ko sem jim govorila o tem, bolj so me sprašvali in pol vidiš, da jih res zanima stvar, da torej nisi sam v tem, ne, ker to je bila moja v bistvu prva javna predstavitev tematike, ki pravzaprav me je preganjala že od osnovne šole, ko sem prvič dobila knjigo v roke, in pravzaprav javno govoriti o tem in pač si upati spregovoriti o mogoče teh stvarih in pač stvarih, ki so narobe v takem sistemu, kot ga imamo zdaj za dislektike, recimo, se mi zdi taka velika stvar in se mi zdi, da pač res rabiš veliko podporo, in mogoče tukaj naprej poveva, torej, da imamo tudi mentorje torej pri festivalu, ki so zelo pomembni pri celem festivalu. Torej, mi kot te, ki sestavljamo festival, smo mladi, torej si odločimo se za teme različne, kaj bomo predstavljali, izberemo goste, ki jih želimo, potem pa pravzaprav te naši mentorji torej nekako nas usmerijo, nam pomagajo, da dobimo te goste, nam pač zrihtajo tudi recimo prostor, tudi nekatere napotke dodajo, recimo to so tudi za dijake, recimo prvič nekateri vodijo stvari. In je to tudi težko, stresno je, kakorkoli pogledamo, in pravzaprav so oni tisti, ki sedijo v prvih vrstah in navijajo za nas najbolj, saj bo šlo, pač super boste, in mogoče je tudi taka zelo koristna in fina izkušnja. Ja, ravno to, da v bistvu imamo mentorje, ki so velikih je tudi urednikov oziroma iz kulturnega sveta in tako dalje, in oni imajo tudi kontakte. Mi začnemo ponavadi, ko se spet začnemo zbirati, nekje marca, predtem je malo zimskega spanja, ampak v bistvu med drugim, ko začnemo nekako koncepte festivala, je tudi eno vprašanje za vse, ki smo tam, tudi to, koga bi radi pa vi letos poslušali, koga bi radi slišali, kaj berete, kaj bi vas potegnili, in se res poskuša in slovenske in tuje avtorje povabiti oziroma da so del tega festivala, da lahko pač jim mladi zastavljamo vprašanja, da se lahko nekaj naučimo, da se lahko povežemo v končni fazi. Ja, mogoče sem še, da pač poimensko mogoče poveva, kateri mentori sodelujejo z nami. Torej imamo Aljošo Harlamova, ki je pravzaprav iz Cankarjeve založbe, pa potem imamo pač Alenko Veler, ki pač je pokriva iz Mladinske knjige, in še Niko Kovač, ki pravzaprav nam pač dost pomaga tudi s prostorom, pa pač Vodnikova domačija, kjer Popovič, kjer se pač v bistvu celoten festival odvija pač v centru. Ja, torej mogoče zdaj pa prideva na pravzaprav sam potek festivala, torej mogoče za začetek, torej festival traja, se začne konec septembra in pravzaprav traja 3 dni. Imamo torej od jutra do večera so pravzaprav neki dogodki, ki se stalno pač, ki se odvijajo, vmes so pač pauze, tako da mogoče zdaj poveva pač na Vodnikovi domačiji v centru, to je čez Tromostovje greste in potem je tam zelo blizu. Zdaj pa mogoče, če kaj poveva o samih pač nekih stalnih dogodkih, ki pravzaprav so pač z drugimi različnimi ljudmi, tako da... Ja. Te dogodki so se oblikovali, se mi zdi, tudi tekom let, v bistvu, kaj nam je bilo všeč. To se recimo ohrani, kaj ne, to potem pač se preoblikuje oziroma na nek nov način zastavi. Tako da mogoče najprej dva dogodka, kjer specifično imamo, oziroma 2, 3, recimo eden, kjer lahko sodeluje kdorkoli in kjer se vedno povabi tudi recimo srednje šole, da sodelujejo dijake, da se prijavijo študente, je recimo menjalnica poezije. To je v bistvu koncept, ki je bil mogoče najbolj povezan z tistim Comic-Con situacijo, ampak na čisto en drugačen način. Torej, če poznate koga, ki piše poezijo, v bistvu ideja je, da pošlje na natečaj svojo poezijo
in napiše recimo nekega pesniškega, recimo človeka iz pesniških vod, ki bi ga želeli spoznati, oziroma ki jim je vzor, predvsem iz slovenske literarne scene. In v bistvu, če zmagajo na natečaju, imajo možnost, da v bistvu si izmenjajo poezijo z tem avtorjem. Torej, to je ponovadi zelo čustven dogodek, kjer gre v bistvu za to, da potem se srečata ta mlad pisec, nadobuden mlad pisec pa avtor in v bistvu ta pisec prebere poezijo avtorja, ki mu je pri srcu, ta avtor pa v bistvu prebere poezijo tega mladega pesnika. In je ponavadi v bistvu zelo lepo opazovati, kako se te navezave potem dogajajo. Tako da to je ena stvar, ki je zdaj, mislim, da že od začetka v bistvu vsako leto prisotna. Druga stvar, ki je še tudi taka mogoče povezana z literaturo, ampak hkrati ne, je tudi dramska uprizoritev, ki je ponavadi tudi sami izberemo, kaj se bo uprizorilo. Enkrat je bila Deklina zgodba, potem zelo meni osebno najbolj všeč so bila lanska pisma, ki so bila v bistvu pisma velikih literark ženskih, ki so jih potem interpretirali študenti iz AGRFT-ja. Res je bila wow. Tako da to sta dva taka dogodka. Potem je pa vedno tudi neka tiskovina, kjer se naredi recimo natečaj. To je tudi povezano, v bistvu sodeluje lahko kdorkoli. Sploh pač poudarek seveda na mladih. Lani smo imeli v bistvu eseje na temo spola, da je lahko kdorkoli prispeval in potem je del te tiskovine oziroma knjižice, ki ima nabor teh, da se vrnemo pač ponavadi kakšnih angažiranih tekstov tudi, da dobijo spet mladi glas. Ja, potem pa torej poteka še recimo zajtrk z avtorji. To je tudi tak zelo zanimiv dogodek, ko pravzaprav povabimo določene avtorje, ki si jih pač spet mi zamislimo, ki bi jih torej radi slišali kaj več o njihovem pisanju, ampak pravzaprav ne na tak način, da bi organizirali nek pogovor tak zelo formalen, ampak pravzaprav jih povabimo na zajtrk. Torej, oni nam povejo, kateri je njihov najljubši zajtrk, kaj najraje jejo, mi dobimo torej njihovo najljubšo hrano, se usedemo in v krogu torej govorimo o njihovi literaturi, lahko pa tudi o marsičem drugem. Tako da se pol odprejo take zelo fine debate, na to pač se je treba prijaviti, ker je omejeno mest, tako da to je tak zelo zanimiv, zelo lušten dogodek. Pa recimo še imamo te tematske okrogle mize, kar sem pa pač že povedala, recimo lansko leto, ko sem vodila o disleksiji. Tako da, ja, to mogoče. Pa seveda pogovori z avtorji. Lani smo imeli, ne vem, kako ste sledili, smo imeli recimo Lale Gül, ki je eno zelo odmevno, nizozemska pisateljica, zelo odmevno knjigo je napisala. In smo v bistvu jo lahko vprašali, pač, kar smo si želeli. Tako da definitivno tudi pogovori z avtorji kot lahko okrogle mize, lahko pogovor 1 na 1. Tako da v bistvu, kar po moji izkušnji, kar sem velikokrat slišala, je, da ti avtorji se vedno znova zelo radi vračajo potem na ta festival, ker v bistvu dobivajo vprašanja, ki jih ne dobivajo velikokrat na, recimo, ko so na mogoče konferencah z neko založbo oziroma z neko starejšo publiko. In zelo spoštujejo v bistvu to, da v bistvu jim zastavljajo vprašanja mladi in da je res to tisto, kar jih zanima. Tako da, ja. Ja, potem pa torej imamo še podobo festivala, torej vsako leto en drug mlad dobi torej, da bi jo ustvaril, to je recimo lansko letna, kakor jo vidite tukaj, in potem dobi pač vsak torej priložnost, da pravzaprav, ki se ukvarja mogoče s tem, da pokaže in nam oblikuje festival. Tako da mogoče zdaj pa še kakšne znane avtorje omeniva. Se po moje so več ali manj. Vem, da je bila imeli smo torej Japa Robna, imeli smo Lale Gül, imeli smo marsikaterega slovenskega pesnika, Nino Dragičević, ki se vsako leto zelo rada vrača in tako dalje. Jedrt Maležič. Ja, Jedrt Maležič, še pa še. In je zelo zanimivo v bistvu potem govoriti s temi avtorji. Tako to.
Ja, torej zdaj pa mogoče še malo več poveva, kakšna je naša vloga torej kot organizatorji, pravzaprav kot tisti, ki sodelujemo pri festivalu. Torej, najprej mi torej moderiramo vse te dogodke. A ne? Torej, je v bistvu zelo pomembno, kako se torej pripravimo na to. Poleg pač tega je vedno nekdo za nami, torej nek mentor, ki nas torej usmerja, nam torej pomaga, se z nami tudi pogovarja o tej stvari, ki jo torej predstavljamo, recimo ali se gre za avtorja, ali se gre za recimo kakšno čisto drugo tematiko. Potem pač, da se pripravimo na pogovor, torej določimo neka vprašanja in pravzaprav se mi zdi, da je to tudi zelo dober vstop v pač svet recimo javnega nastopanja ali pa pač, da dobimo neke izkušnje z vodenjem, mogoče z organizacijo, pač z odgovornostjo na vse zadnje, a ne pa samostojnostjo, kako pač to dejansko poteka. Poleg tega se mi pa zdi, da ravno te mentori, torej, ki so z nami, nam pravzaprav pokažejo nek drug recimo vstop v literaturo, ki ga recimo na pač študijih ali pa v gimnaziji pravzaprav ne dobimo neposredno. Ne? Recimo pač jaz lahko povem iz svoje izkušnje, torej, ki študiram pač primerjalno književnost, da torej mi se veliko ukvarjamo pač seveda z literaturo, ne? Ampak se pogovarjamo večinoma o delih, torej o pač tematikah in to, tukaj pa dobimo pravzaprav čist nek drug pogled, mogoče tudi v založništvo, mogoče tudi v knjige kot pač nek tržni pravzaprav predmet, mogoče tudi kot kako sploh to poteka, da si sploh predstavljamo, torej kako naj bi to potekalo. No? Tako da mogoče to je taka prednost pravzaprav, kako literatura v praksi zgleda. Ja. Ja, to Tako da pač se mi zdi, s tem sva zelo dobro mogoče zajeli glih to vlogo oziroma pomen, ki ga ima, da imamo mladi možnost sodelovati na takšnih organiziranih oziroma dogodkih oziroma festivalih, sploh če so v skladu z našimi interesi. In tudi v končni fazi, da imamo publiko, ki je mladi za mlade, ampak se mi zdi, da vem, da lani sem videla zelo veliko starejših in zelo veliko stroke, ki je prišla recimo na Sarino predavanje o disleksiji. In se mi zdi, da je toliko zelo pomembno, ne samo, da pridejo mladi, da mladi soustvarjamo, da se lahko kdorkoli v bistvu prijavi, kogarkoli zanima in je tudi ima neko varno okolje, kjer se lahko razvija kot oseba v končni fazi, kjer lahko razvija svoje interese, kjer lahko širi svoje obzorje. Jaz recimo sem veliko več evropske literature, slovenske literature začela brati zato, ker sem na tem festivalu, ker sem v stiku z uredniki, ki mi lahko priporočajo takšno literaturo, ki je prej mogoče po njej ne bi posegala, ker nisem recimo na primerjalni književnosti in tako dalje. Ampak ja, to pa potem, da mladi v bistvu, da tudi starejši vidijo, kako vidijo, kako vidimo, v bistvu čisto odvisno, kakšno starost gledaš, kako mladi razmišljamo, kaj so interesi, kakšna vprašanja postavljajo. Tudi če se nanašam na Špelo Frlic, ki v bistvu govori o mlajši generaciji, ampak tudi recimo mladina enako sodeluje. To, da smo slišani, se mi zdi, da je ena ful pomembna zadeva, da smo slišani ne samo od sovrstnikov, ampak tudi od starejših in da se nam v bistvu zna tudi zastavljati vprašanja in v končni fazi pomagati pri formiranju odgovorov oziroma formiranju sebe kot človeka. Ja, pa mogoče še čistko dodam, da pravzaprav se mi je zdelo pri tej festivalski ekipi vedno to zanimivo, da so pravzaprav to zelo aktivni mladi. A ne? Torej, mladi, ki pravzaprav recimo
Sej na faksu torej imamo neke kolege, torej, ki se pravzaprav veliko ukvarjajo in s faksom in mogoče še s kakšno stvarjo zraven, pa mogoče še kakšno študentsko delo, ampak ti mladi se pa pravzaprav ukvarjajo še z marsičim in marsikje so, a ne, recimo pač, ko sem spoznala recimo, ki mi je recimo omenila Nika ravno pač vse, kar je počela na Vodnikovi ali pa recimo na Kino otoku ali pa pač mi je bilo tako zelo zanimivo, koliko stvari še obstaja pravzaprav in kako ti lahko pač razširiš svoje meje, glih s tem pa spoznaš recimo nove ljudi, se povežeš z novi ljudmi, pa pač to mi je bilo vedno tako zelo fino, ne, da pač pol tudi tebe spodbudi, da mogoče bi se še s čim ukvarjal ali pa da pravzaprav se lahko prav z njimi pogovarjaš o vseh stvarih, ki tebe pravzaprav zanimajo še zraven, ne, ker recimo pač če govoriš mogoče s svojim kolegom, jim ni tako blizu, to recimo, ko pa sem pa jaz recimo prišla na ITN in sem jim rekla, ja, pač jaz delam še na RTV Slovenija zraven na radiju, ne, je pa vse takoj zanimalo, kaj počenjam, s čim se ukvarjam in se mi zdi, da tudi to, da pač si slišan, da se zanimajo zate, da pač res postaneš del neke sestave, no, to dosti pomembno, no. Ja, zdaj pa pravzaprav greva na obiskovalce, pa no, ja. Sva dobili sporočilo, da smo že časovno. Ja, tako da... mogoče pol sem povabiva še septembra. Pravzaprav zdi se nama torej pomembno, da mogoče poveste to čim več mladim, torej da ta festival obstaja, to je zelo pomembno. Pač smo na spletni strani, smo na Facebook strani, smo na torej Instagram skupini, torej pač lahko nas najdete, dela se še spletna stran, no. Tako da, ja, se mi zdi, da je to pomembno. Aha. Aha, a pa še malo koga še ni? Da vas ne bova dolgočasli. Glavni cilj je bil, se mi zdi, da zato sva tudi dve iz ekipe, da mogoče lahko začutite mogoče iz kje prihajajo in mogoče ne vem, jaz pri ekipi res začutim en žar in upam, da ga znava tudi midve mogoče vam predati. V bistvu, da lahko začutite, da je to ena ful velika ne vem, obogatitev življenja marsikomu, ki ga kaj takega zanima. Tako da ja. Ja, torej lahko pač poveva še to, da pravzaprav vsi dogodki na festivalu so torej brezplačni. Kdorkoli lahko pride pač v času festivala, se usede tja, lahko posluša, lahko ima interakcijo z nami, recimo, ko smo del festivalske ekipe, lahko tudi ne, lahko samo sedi, posluša, gre. Potem recimo pač mislim, lahko spozna veliko novih stvari, predvsem za mlade, recimo tisti, ki so malo bolj introvertirani in mogoče samo sedijo tam v kotu, malo poslušajo, pa pridejo spet naslednjič, ali pa tudi, če ne, pač tako res vsi zelo lepo vabljeni, pa seveda ne samo mladi, pač vsi, ki pač si želijo tega. Tako da, ja, tako to. Ja. Evo, zdaj pa, če ima kdorkoli kakšno vprašanje. Zagotovo smo začutili žar, o katerem je bilo govora iz vajinega pripovedovanja in hvala za tole. Izhodišče? Kar? Po mikrofonu, ja. Jaz snemam, jaz bi pa to lahko vedela, ne, da rabim, ker snemamo. Veste, kaj me zanima? Ja, jaz sem tudi začutila ta žar, angažiranost in vse, kar zraven sodi, pa vendar me zanima, a greste pa morda tudi med gimnazice po Sloveniji, med mlade, ne da ste samo znotraj svoje skupnosti, svojega delovanja, ampak če se odpirate tudi, verjamem, da se, vem, da se, ampak da greste med tem morda, ki pa vas ne poznajo, ki vas bi želeli spoznati čim širše po celi Sloveniji. V bistvu, hvala za vprašanje. Trudimo se po najboljših močeh. Se mi zdi, da vsakič je, če si nek malo manjši festival, je težava, ravno zato smo mogoče toliko hvaležni tudi za možnost pri bralnicah, ker je lahko težava, da torej
da se sploh razširiš, da ljudje sploh vejo, da to obstaja, da se k temu lahko pridružiš. Jaz sem bila na gimnaziji Vič in nisem imela pojma, da se kaj takšnega sploh dogaja, medtem ko ljudje na Poljanah recimo so bili veliko bolj v teh scenah in so izvedeli. Tako da definitivno je cilj, da gremo čim bolj med ljudi, da se čim bolj v bistvu, tudi ko dobimo recimo letake ali pa kazalke ali kakorkoli, da se to razdeli tudi na čim več gimnazij, na čim več faksov, da lahko pač mladi to vidijo in primejo in pač vejo, kaj se dogaja. Se mi zdi pa, da najbolj dejansko pri teh zadevah vseeno deluje to, da, ne vem, učitelji ali pa mentori vejo, to se dogaja in vejo recimo, kdo mogoče bi ga to zanimalo in jih povabijo in jim rečejo, to se dogaja, dej, lahko jim napišeš mail ali kakorkoli. To je pač, tega si želimo čim več spodbuditi, no? Ker se mi zdi, da ravno to, da dobi nekdo mlad, recimo pri meni je bilo tako, da dobi nekoga, ki mu pove, meni se zdi, da tebi bi bilo pa to všeč, da je ful veliko vredno in si ful bolj upajo, kakor samo, prospekt, to se dogaja. Tako da to, no, upam, da kakor to, kar se tiče pa ostalih šol, tudi drugod po Sloveniji, seveda bi bil interes, se mi zdi, ampak tudi zaradi tega, ker sam festival je malo ljubljanocentričen, se dogaja v Ljubljani, je tudi mogoče zaradi prevozov pa to potem malo bolj komplikacija, tudi ker so sestanki večinoma tudi potem v Ljubljani, kar je zelo škoda. Mislim pa, da če bi se dal kaj organizirati ali pa povezati, bi bili pa definitivno pripravljeni. Tako da to, no. Še kakšna roka? Se pravi, če sem si prav zapomnila, zdaj marca začnete pripravljati stvari za september in marca bodo že tudi prve objave, kaj načrtujete, kaj so roki za prijave in je najboljše, da vas spremljamo po družbenih omrežjih. Ja, zaenkrat je to najboljš. V bistvu marca, bom tako rekla, marca se zdaj začenja, se mi zdi, zbujati ta stara ekipa in se planira tudi, kako bi pa letos povabili ljudi zraven. Na ta način to samo povabilo, pa nisem čisto ziher, a je aprila ali tako spomladi v glavnem. Najbolje definitivno bodo pozivi, ponavadi je tudi možnost naknadno, če ugotoviš, zamudil rok prijave, ponavadi je brez problema, da se napiše, prepozno sem opazil, to se dogaja, mene bi to zanimalo. Tako da trenutno je pa najlažje dejansko po omrežjih spremljati. Za sam program je pa zelo odvisno. Začetni so bolj brainstorming, pa ugotavljanje, kaj nas letos zanima, katera tematika nas zanima. Letos že imamo neke malo zasnutke, ker smo imeli že eno tako intenzivno debato, ampak to se potem skristalizira skozi, ne vem, do maja, junija po moje. Tako da Ima morda katera od prisotnih mentoric že izkušnjo s temle festivalom oziroma kakšen učenec, dijak že sodeloval pri tem? Bolj ne. Na naslednjem, očitno. Bom še jaz nekaj vprašal. Bilo je omenjeno, da med sabo je seveda veliko iskrenja v pogovorih in vsem ostalem dogajanju, da vam je zelo dragocena izkušnja srečanja z avtorji. Kaj pa dvosmernost te komunikacije? Kaj ti avtorji recimo sprašujejo vas? Kaj se naučijo od vas na tem festivalu? Si želiš ti? Jaz imam eno specifično izkušnjo. Zdaj, kar je meni zanimivo, je ponavadi, da si mislim, da sem malo omenila, ampak avtorji so dostikrat malo lahko presenečeni nad vprašanji, ki jih postavljamo, ker v bistvu jih niso vajeni. Ker gre res za to, da recimo preberemo literaturo in tako kot pač tudi mlajše generacije, tudi recimo pri teh celicah, ki smo marsikaj zanimivega v bistvu slišali pa interpretacij, je vedno nekaj, kar jih prisili, da v bistvu razmislijo, mogoče še na drugačen način o njihovih delih, o tem, kdo so, kako ustvarjajo. Lansko leto
vem, da smo vodili ko smo vodili z Lale Gül, je ena od naših urednic jo je vprašala, če si je prebrala vprašanje vnaprej, pa je rekla ne. In potem je ta urednica rekla, boljš, da si jih dobro prebereš, ker to ponavadi niso taka vprašanja, ki jih dobiš na vsakem intervjuju. In ona je tale pisateljica imela zelo veliko intervjujev do zdaj in je res v bistvu dobila recimo vprašanja, ki jih prej recimo ni dobila. Tako da to predvsem se mi zdi, da velikrat potem tudi po samem pogovoru, ne vem, mislim, da pri tebi je bilo tudi gre za sam pogovor tudi med tem mladim, ki se poveže že tekom vodenja pogovora z samim tudi avtorjem ali pa z nekom, evo, bo mogoče Sara boljš povedala. Ja, meni je bilo pač izredno super pri mojem recimo pogovoru, ko pravzaprav sta oba in Saša Pavček in Gojmir Lešnjak, torej sta prišla do mene in sta mi pravzaprav rekla, ja pač, dajmo narediti kaj iz tega, daj povej več ljudem svojo zgodbo o tem, kaj si in kdo si in da pač si ponosna za to, kar si. In pravzaprav mi je bilo to zelo dragoceno, da pravzaprav zdaj, mislim, konec koncev imaš zdaj človeka, na katerega se lahko obrneš, če pač imaš neko idejo in mogoče sta ona dva sta bila tudi zelo pripravljena pač karkoli narediti glede tega, ne, da bi se to več zvedeli. Tako da to mi je bilo zelo dragoceno v bistvu takrat, pa predvsem odzivi ljudi, ki pridejo do tebe, ti povejo, super, pač jaz sem imel tudi eno izkušnjo tako, ali pa recimo, pač res si nisem predstavljala, ampak iz publike je do mene prišel en starejši gospod in rekel, ja veš, pač takrat, ko smo mi bili mlajši, se temu ni rekel disleksija, ne, temu se rekel pač, da smo bili neumni, trapasti in to. In pol mi je oče razlagal, da sem si zapomnil leva in desna po neki reki, v katero smer teče in mi je bilo blasno zanimivo to, da mi je povedal. Pa pol ljudje, ki pač ti povejo vse svoje izkušnje, ki so prišli res razni ljudje, ki jih res nisem poznala. In pravzaprav, ko vidiš, da se ljudi dotakne in pol nekako vidiš, da jim je marno, mislim, da pač obstajajo ljudje, ki pač te podprejo v tem, no, tako mogoče. Dobro. Večkrat ste omenili besedo dragoceno, da je nekaj in mislim, da je bilo tale vajna predstavitev dragocena za vse nas. Hvala Nika Pušlar, hvala Sara Medved in veliko zagnanosti naprej tako vama kot festivalu. Hvala na splošno. za povabilo.